takole, po ful dolgem času spet pred kamero, zaslugo za to ima pa Samsung, ki je rekel, mi bi radi, da ljudem predstaviš najbolj ultra telefon ta hip, in ta izziv sem nekako sprejel, tako da v rokah držim Samsungov S21 Galaxy Ultra, telefon, ki je res, da je to ful lep, pa ful dober, pa v enih superlativih, tako da danes se bom posvetil temu zelo na hitrico, strnil bom več ali manj samo svoje vtise o temu telefonu. Telefon imam v rokah par dni in vam v bistvu tako tudi splošno povedal, kaj lahko pričakujete od ultra telefona leta 2021. Tako da gremo. Okay. Če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, pa poiščemo besedo ultra, bomo dobili prvo sopomenko ekstremno. In ja, ultra telefoni leta 2021 bojo ekstremni telefoni. Pa mogoče ne samo po specifikacijah, ampak kot cel paket. Zdaj, če bi mogli generalno pogledati vse telefone, pa potegnete eno črto, najte en skupaj imenovalec, bojo imeli vsi čipe za 5 nanometrsko tehnologijo. Vsi bojo omogočali 5G, vsi bojo imeli vse 10 plus gigabajtov delovnega spomina, torej rama, vsi bojo imeli velike storage, podpirali bojo standard IP68, kar pomeni, da bojo vodotesni, valjda obdelani bojo s takim dobrim materialom, oziroma Gorilla Glass Victus je material, ki je letos full in v temu je tudi narejena tale ultra. Tako da prenašali bojo kup enih stvari, ne samo v bistvu te tehnične specifikacije, ampak predvsem kako se bojo potem tudi softversko razlikovali in seveda, kaj bo tukaj v zadnji. Tako da en tak komplet bo delal ultra telefone leta 2021. No, ampak da je telefon res kaj več kot plus, pro ali pa max, pa da mu daš lahko ultra ime, pojmo pogledati, kaj nam prinaša novi Samsung S21 Ultra. Prva ultra stvar tega telefona, ne moreš spregledati dizajn. Meni je res izjemno všeč telefon, kar lahko narediš iz dizajna telefona, ki je v bistvu ravna ploska v spredi, v zadnji ploska z nekim kamera bumpom, so naredili prav pri Samsungu. Meni je izjemno všeč in moram reči, da jih lahko samo hvalim in prav nič grajem, kar se tega tiče. Posebej všeč mi je pa to, da je letos ekran potopljen v sam okvir telefona in da se ti zaobljeni robovi zmanjšujejo in da so vedno manjši. Mislim, da so vsaj 3 razlogi za to. Prvi razlog je, da pač pri odjemanju multimedije, teli zaobljeni robovi lahko prej motijo kot koristijo in manjši so boljše. Drug razlog je to, da se ekrani, kjer so zaobljeni robovi, zelo težko zaščitijo z raznimi zaščitnimi stekli in ta stekla rada dol padajo. Potem pa uporabniki ponavadi teh telefonov ne zaščitijo takoj in jih velikokrat tudi razbijajo zaslone. Tako da, to je tretji razlog je pa to, da je po moje izdelava teh ekranov bolj preprosta in s tem tudi bolj racionalna. Tako da telefoni letos tudi v liniji Samsung niso pridobivali na ceni, kvečem, mogoče lahko celo rečem, malenkostno te cene stagnirajo. Deloma pa na nek način usmerja svojo pozornost v prepognjenčke in to verjamem, da bo naslednje leto totalen boom in da bomo videli dosti več prepognjenih telefonov, ker tehnologije so že tam za splošno ali pa množično uporabo. Če smo že pri ekranu, pa se toliko ekrana dotikamo, moram povedati, da je Samsungov ekran vedno med najboljšimi na svetu. Njegova svetilnost je kar 1500 nitov, zdaj, če si predstavljate, koliko je bilo to par let nazaj. No, za primerjavo, lansko leto je imel prejšnji telefon 1300 nitov, to pomeni, da je telefon izjemno svetlo, viden je iz vseh pozicij in zelo lepo kontrasten. Osvežuje se 120 Hz, lahko se posvežuje tudi dinamično, kar pomeni, da telefon točno ve, kaj počnete. Če igrate igrico, uporablja vse herce, torej vseh 120, zato da je res zadeva smooth. Če pa gledate sliko, ki je primer, ali pa berete nek članek na internetu, lahko pa delate to samo z 10 Hz. Tako da na ta način je tudi ekran izjemno varčen z baterijo telefona, kar je pa itak najbolj pomembna stvar. No, zdaj, ker sem se raven baterije dotaknil, noter se skriva 5000 mAh baterija, to je precej velika baterija, ki jo lahko hitro polnite,
Seveda obstaja pa tudi reverse charging, to pomeni, da na površini tega telefona lahko polnite svoje dodatke, ki se polnijo brezstično. Tako da to je v bistvu nek tisti feature, ki se mi zdi, da bo letos zelo pomemben, sploh pri takole velikih telefonih. Ko smo že glih pri velikosti, ta telefon res ni majhen, tudi lahek ni, je 6,8 inča, to je veliko, ampak nekaj manj kot lansko leto. Lansko je imela Ultra 6,9. Pa še ena stvar je, ki jo mogoče moram poudariti, to je teža tega telefona, težek je kar 227 gramov, čeprav moram reči, da takole v roki sploh ni prevelik in še vedno paše v moj žep, kar je pa najbolj pomemben. Kljub temu, da je ogromen telefon, je pa telefon, ki ga zelo takole lahko uporabljaš kot svojo primarno multimedijsko napravo. Jaz sem se zalotil, da zdaj v zadnjih dnevih večino multimedijskih vsebin odjemam kar prek tega telefona, tudi zato, ker so zvočniki tega telefona izjemno dobri, oziroma moja prav, da so preglasni. Tako da za TV experience, sploh zaradi tega formata, pa za experience v bistvu igranja iger, pa kaj podobnega, je ta telefon čista erotika. No, in če smo že pri erotiki, je ena glavnih primarnih funkcionalnosti telefonov seveda njihova kamera. In tukaj zadnja leta Samsung dela določene stvari res na zelo visokem nivoju, če ne celo na najboljšem. Med vsemi Android telefoni lahko skoraj dam glavo dol, da dela najbolj stabiliziran video. Letos zmore snemati celo 8K, itak 4K pri 60 sličicah, kar je amazing, zato da v bistvu nek telefon lahko to počne. Ni pa samo amazing to, kako to posname, namreč zelo veliko proizvajalcev obljublja te karakteristike svojih telefonov. Pomemben je, kakšen je končen rezultat, ko to zadevo daš na ekran, pa ta video pogledaš. In tukaj so izjemni. Valjda od premium telefona dobite tudi premium fotografije in meni se zdi prvič v življenju, da lahko ta telefon služi meni kot primarna naprava za zajemanje fotografij. Kljub temu, da sem fotografski navdušenec, se mi zdi, da bi tudi, če bi sam to imel v torbi na potovanju, bi lahko z njim ogromno stvari naredil. Kar je pa res presežek, ker za praktično noben telefon ne moram trditi. Tako da sem se odločil, da bom v naslednjem videu, ki prihaja kar kmalu, namreč odhajam na eno potovanje, večino stvari zajel prav s tem telefonom. In v tem vlogu, ki sledi, boste tudi točno videli, kaj vse je bilo posnet z Samsungom S21 Galaxy Ultra. Tako da sistemu kamer, pa temu, kar dobiš ven, lahko dam najvišjo možno ceno. No, mogoče da vse skupaj zavijem v celoto, pametni telefoni ali pa ultra telefoni leta 2021 bojo kibernetski podaljšek naših možganov. Zaradi njih smo bolj pametni, zaradi njih vse vemo, vprašamo Google na vsakem koraku in z tem Samsungom S21 Ultra boste čisto res full ultra. Upam, da se mi boste pridružili pri naslednjem videu. Dajte se subscribati, to je bil initial review, first impression o telefonu, ki se upa biti ultra v letu 2021. Tako da hvala, boste z mano, naslednji vlog bo pa bolj travel. Gremo nekam v korona časih res nekaj posebenega. Čuj.